Cel teden je padal dež. V bistvu še 2 uri nazaj, če sem prav pošten. In zdaj nekako, ko se je to stanje malo umirilo, sem rekel, veš kaj, grem na en krog s kolesom. Bil sem tudi med tednom 2-krat specialko, sam se jo potem po ta drugi rundi tako lepo očistil in spoliral, da mi je res škoda bilo spraviti ven na cesto. Zato sem se odpravil kar s temle gorskim. Še zmeraj je tako precej oblačno vreme, približno 11 stopinj Celzija, ampak se mi zdi, da se je začelo med oblaki malo svetikati in da se mogoče celo pokaže sonce. Za začetek sem se odpravil skozi tale naš gost Panovec. To je tik ob Novi Gorici, praktično pljuča našega mesta. Vse je pod vodo. Nasplošno je Panovec znan kakor precej vlažen gost in danes je še to posebej izrazito. Dobesedno po 10 minutah snemanja se je pokazalo sonce. Super sem se odločil, da sem se spravil ven, tako da sem spet lahko ponosen nase. Že dolgo nisem bil na tej trasi. Odpravil sem se čez Panovec proti Vogrskem. Tam je en del še posebej moker in blaten, ampak nič ne de. Če koga od vas bolj točno zanima, kje vse se vozim, bom pa od spodaj v opis videa itak dal link do svoje Strave. Oblačnost se že malo trga, tako da so na posameznih mestih lepo vidni koščki modrega neba. Jaz nisem nameraval posneti še enega videa z gorskim kolesom, zato ker sem ga že prejšnji teden. Ampak pri takem vremenu sem si mislil, vsaj par minut, da posnamem, če ne bom imel prav nič. Lej, kaj so trobentice še tukaj. Probam na eno zapiskati, da vidim, če še znam. Kako si lahko polepšaš en tak izlet s tako preprosto zadevo? Ne vem, mogoče je 40 let minilo, ko sem nazadnje piskal na trobentice. Ta del gozda je še posebej blaten, vse šprica gor po meni. Ampak tu sem nekako vedel, da bo tako, zato se ne posebej sekiram. Tudi s čiščenjem gorskega kolesa nimam več nobenih težav, odkar ga nimam v dnevni sobi, ampak v drvarnici. Tu so pa verjetno tale klapa paintball ali pa airsoft. Se ne vem, a to sploh še obstaja. Očitno nekaj se igrajo po teh gozdovih. Takoj, ko sem prišel ven z gozdička, sem zagledal, kako je narasel potok Lijak. Samo sekundico vam pokažem. Odločil sem se, da bom pot nadaljeval ob potoku Lijak vse do tam, kjer se izliva v reko Vipavo. In kaj ne rečem, zmeri bolj se jasni. Super, super, in tukaj ta del poti je prav na novo nasut, tako da ni nobene luže. Se pa vidi, kaj je padlo ene vode v teh dneh. Neverjetno. Ja, tole sem pa potihem slutil, da se zna zgoditi, ampak sem vseeno vztrajal in zdaj sem prišel tle do tega podvoza pod železniško progo. Tle ni šans, da grem s kolesom. Sigurno je voda vsaj pol metra visoka in glede na to, da nič ne vidiš, kaj je na dnu, ne bom tvegal, da se kakorkoli poškodujem. Nič, bom šel po isti poti nazaj, pa naokrog po asfaltu do tiste točke na drugi strani podvoza. Tako da boste že najdli na zemljevidu, če vas bo zanimalo, kje se da iti tle čez. Bom pa izkoristil to priliko, da vam povem, kako sem ta teden v napetem pričakovanju, da bo prišel paket Sirocco. Namreč, prejšnji teden sem se okorajžil in sem jim napisal eno elektronsko pošto, seveda v angleščini in z izdatno pomočjo ChatGPT-ja. Nekako v tem smislu, da
Zdaj sodelujemo že pol leta in da me malo zanima, kako se kaj obnesem kot influencer. In pa, če je možno dobiti še kakšno opremo, tako kot je bil v tistem prvem paketu, ko so mi poslali nekakšen paket dobrodošlice. Odgovor sem dobil zelo hitro, sicer glede tega, kako so zadovoljni z mano, niso napisali nič. Glede naročila opreme so pa rekli, da jim kar sporočim, kaj si želim in mi bojo poslali. Jaz sem potem počakal en dan, sem še rekel ženi, da ne bom takoj napisal maila, da ne bojo mislili, kako sem neučakan. Itak, da sem bil neučakan, kaj da ne. Jaz sem šel na njihovo spletno stran, pa sem naročil eno majico z dolgimi rokavi, eno majico s kratkimi rokavi, kratke kolesarske hlače, ene nogavice in ene rokavice brez prstov. Pošljem po mailu seznam izdelkov, naslednji dan dobim odgovor, je na poti. Imam številko za sledenje, paket je že zapustil v Španijo, tako da pričakujem v naslednjih dneh, da ga dobim. Ko bo pa tisti paket prišel, upam, da bo še kakšen dan lepega vremena, da se magari zapeljem v tem kompletu na specialko in vam ga pokažem bolj od blizu. Ta drevesa ob potoku Lijakov ponavadi niso v vodi. Ok, zdaj sem se približal temu železniškemu podvozu še z druge strani. Ne, dejansko ni variante, da bi jaz prišel s kolesom tle čez. Zgleda ful nedolžno, ampak je lahko zelo nevarno. Nadaljujem pot proti Mirnu, kjer se Lijak izliva v Vipavo. Ne, Sirocco ni nič omenil, da z mano ne bi bili zadovoljni. In glede na to, da so mi brezplačno poslali paket v protivrednosti tam okrog 250 €, si mislim, da je z našim sodelovanjem vse ok. Seveda pa pri trgovini Sirocco še zmeraj obstaja 10% popust za moje gledalce. Z uporabo tega mojega specialnega linka vam bo avtomatsko priznalo 10% popust na vse izdelke, tudi če so že kako drugače znižani. Če pa ste spletno trgovino Sirocco že obiskali in da imate polno košarico, pa lahko na koncu v check-outu, preden greste na blagajno, upišete kodo RBA-SLO in vam bojo popust priznali tam. Prihajam do točke, kjer se potok Lijak izliva v Vipavo. Tukaj se gladina res ful razširi. Ful je lepo, skoraj tako, kot da bi bil nekje na morju. Prišel sem v Renče. Tukaj se ponavadi vidi, kako je zares visoka reka Vipava. Ja, je kar visoka, čeprav tukaj domačini bi vam znali povedati, da to vse skupaj ni nič, da je bila že fajn višja. Tukaj se zapeljem še po enem kosu učne poti Vipava-Miren, ker je res lepa in predvsem zato, ker je tukaj mir. V prejšnjem tednu sem tudi dobil eno privatno sporočilo na Instagram, kjer me je gledalec vprašal, če so oblačila Sirocco vredna svojega denarja in kako se jih lahko primerja z najboljšimi znamkami. Vprašanje je kar na mestu, zato ker Sirocco oblačila niso najbolj poceni. Poleg tega mu pa nisem znal točno svetovati, zato ker jaz nikoli v življenju nisem imel najboljših znamk. Kolega Luka, ki mu zaupam, ima znamko Sirocco in jo kar pohvali. Še več, rekel je celo, da so mu njihove hlače boljše od hlač znamke Castelli. Jaz lahko ocenjujem samo na podlagi tistih oblačil, ki sem jih dobil v paketu dobrodošlice. Še zmeraj so taka kot nova, material je kvaliteten, šivi so nedotaknjeni, nič se ne trga. Tako da lahko pohvalim. Gledalcu sem napisal, da ne navijam za Sirocco, kakšne posebne kritike proti njim pa tudi nimam. Zato sem mu svetoval, naj si poišče še kakšno dodatno mnenje, preden se odloči za nakup. Zdaj sem na tej lepi kolesarski stezi čez Vrtojbensko polje. Vračal se bom čez Vrtojbo, zato ker tam poznam eno parkirišče za avtodome, kjer imajo pipo in bom malo splaknil tole blato dol z kolesa. Itak ni fora v tem, da bi ga sčistil v nulo, ampak lih toliko, da splaknem malo dol tisto blato
in ga potem nekako z lažjim srcem spravim v drvarnico. Evo, glej, v enem tednu je prišel paket iz trgovine Sirocco. Praktično vse, kar je bilo v njem, imam danes na sebi. Plus tega je pa prišla še ena majica s kratkimi rokavi, za katero je danes lih malo prehladno, da bi jo oblekel. Vsa oprema se mi lepo prilega, material je super, prijeten na otip. Ta majica z dolgimi rokavi je za prehodno obdobje, ravno tako tudi nogavice, ker so malo debelejše. Rokavice, hlače in pa tisto kratko majico bom pa lahko imel tudi čez poletje. Za vseh teh 5 izdelkov bom od spodaj v opis videa dal tudi njihove povezave. Tako to je, zdaj veste. Vesel sem, da ste bili z mano na poti. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.